rezultat je dober, glasovanje je pokazalo, da je poročilo sprejemljivo za večino poslank in poslancev. Res je tudi, da smo se usklajevali tako, kot je to potrebno in da so vsi tisti amandmaji, ki smo jih potem uskladili, da so ustrezni in da je poročilo tudi uravnoteženo. Namreč nisem želel v Črni Gori se postavljati na nobeno stran, nisem želel posegati v notranjo politiko, ker se mi zdi, da tako poročilo mora biti kolikor toliko nevtralno in mora težiti k temu, da državo članico tudi spodbuja, kot pravi, vseh tistih pomanjkljivosti, ki so še v tem procesu, tako da sem zelo zadovoljen samim glasovanjem. Gospod Marko Kos, komisarko, ste se kaj dogovarjali? Ja, midva sva v rednih stikih, o zadevah imava enaka stališča praktično, oba si, kar se tiče tudi Črne Gore, drugih držav ne morem komentirati, ampak kar se tiče Črne Gore, sva seveda usklajena in oba delava nekako v enaki smeri. Pravzaprav tako, da Evropska unija pomaga Črni Gori, da preide vse tiste ovire, ki so na njeni poti. Ja, treba je nadaljevati s tem postopkom evropske integracije, treba je pustiti ob strani vse tiste dnevno politične zadeve, ki bi lahko ovirale sam proces in je treba usmeriti vse sile, kajti načrt je dokaj ambiciozen in leto 2028 se bliža, tako da sam ne želim govoriti o nekih datumih, ampak če bodo hoteli seveda doseči vse, bodo morali kar krepko še zavihati rokave in seveda tukaj tudi naša vloga, da jim pri tem pomagamo.